Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji podcasta Odprto. Tokrat se bomo pogovarjali o svetlobi, bolj natančno o umetni svetlobi. Tokratni gost je oseba, ki se z umetno svetlobo ukvarja tako po tehnični kot vizualni plati. Pogovarjali se bomo z Matjažem Mauserjem, direktorjem podjetja Arkadija, pri katerem že 30 let načrtujejo osvetlitve prostorov in prodajajo izbrana svetila. V vsakdanjem življenju nam je popolnoma samoumevno, da ob temi prižgemo luč. Ali pa, da so ponoči ulice osvetljene. Prav težko je verjeti, da je prva električna luč v Sloveniji zasvetila šele pred 136 leti. In sicer 4. aprila leta 1883 v Mariboru. Le 4 leta po Edisonovem izumu žarnice. Predtem smo prostore osvetljevali s svečami, petrolejkami ali celo baklami. Z načini, ki so bili nevarni tako za naše zdravje kot varnost. Danes je kaj podobnega težko predstavljati, saj umetne svetlobe na pretek, pa še izjemno varna in lahka za uporabo je. Le dotik stran. Ob tem ni pestra ali tehnološka raznovrstnost, kjer klasične vire svetlobe nadomeščajo bolj sodobni, ampak tudi njena oblikovna raznovrstnost. Oblikovanje svetil se je razvilo v svojo industrijo, podobno kot modno oblikovanje. Z razvojem in večjo uporabo umetne svetlobe so prišle tudi določene tegobe. Znano je, da predolgo zadrževanje v prostorih, kjer je prisotna le umetna svetloba, ni dobro za nas. Svetlobno onesnaževanje v mestih je zakrilo marsikateri pogled na zvezdnato nebo. Sporni so tudi nekateri materiali, ki se uporabljajo pri izdelovanju svetil. O tem in še o marsičem drugem razgrabljamo v pogovoru z Matjažem. Matjaž, pozdravljen. Živjo. Živjo. Že 7 let vodiš podjetje Arkadija Lightwear. Zakaj Lightwear? Ali prostori nosijo svetila podobno kot ljudje nosimo oblačila? Vse to drži pa tudi to, da mi prinašamo svetlobo v prostor. Umetno svetlobo. Umetno svetlobo. Osvetlitev prostorov z umetno svetlobo lahko štejemo med največje izume človeštva. Z umetno svetlobo je človek stopil iz teme, si podaljšal dan. Kateri izzivi oblikovalca svetlobe pa so najpomembnejši danes? Ja, ni čisto tako, ker legenda pravi, da ko je Edison izumil žarnico, seveda je v laboratoriju delal pozno v noč, cele noči, žena ga ni skoraj nič videla. In ko je enkrat izumil žarnico, priteče ženi v spalnico, pove, izumil sem žarnico, žena pravi, ugasem luč pa id spat. Tako da ja, ampak šalo na stran, današnji izzivi so v bistvu s pomočjo umetne svetlobe ali pa približati oziroma podaljšati čas delovanja, našega delovanja, ali zgodaj v jutro ali pozno v noč. Se mi zdi, da je to bistvo. Arhitekti zelo radi poveličujemo naravno svetlobo in njen vpliv na vzdušje, ki ga pričara v prostoru. Kakšen odnos pa ti vidiš pri svojem delu, da ga gojimo do umetne svetlobe? Znamo z njo podobno slikati prostore kot z naravno svetlobo? Zmeraj bolj. V teh 30 letih delovanja podjetja smo se, upam trditi, tudi z našo pomočjo nekako kulturo umetne svetlobe uspeli zelo razširiti. Včasih, recimo samo za primerjavo, si je vsak od potencialnih uporabnikov, ki je prišel k nam v podjetje, predstavljal to zgodbo zelo enostavno, se pravi za neko plafoniero na sredini vsakega prostora. Danes, ko prihajajo uporabniki tudi končni, ne samo arhitekti, ki smo jih pač čez leta uspeli izobraziti na temo uporabe umetne svetlobe, tudi končni uporabnik pričakuje nekaj več, eno dodano vrednost projektiranju oziroma projektu umetne svetlobe, ker se hvala Bogu vsi vedno bolj zavedamo, da, kot sem že na začetku omenil, naše delovanje oziroma sam sistem življenja je precej drugačen, kot je bil včasih, in to zahteva jasno tudi prilagajanja s pomočjo tehnologije. Ena od tehnologij seveda je tudi ta umetna svetloba.
Na nek način pa je umetna svetloba še vedno stigmatizirana. Govori se o prekomernem svetlobnem onesnaževanju, energetski potratnosti osvetljevanja, o ekološki spornosti svetil. Kako misliš, da lahko te predsodke umilimo in v katero smer gre razvoj? Ja, tukaj bi to zgodbo bi mogoče razdelil na dve strani. Ena stran je nevestno ravnanje z umetnimi viri svetlobe. Tukaj bi predvsem poudaril gonjo za zaslužkom oseb, ki niso poklicane za to, prvič, da projektirajo umetno svetlobo oziroma načrtujejo umetno svetlobo in jim je na koncu mar samo za prodajo. Druga stvar, predvsem, če se pa obrnemo na stran projektiranja oziroma oblikovanja umetne svetlobe, bi pa mogoče rekel tako, ljudje se vsega neznanega bojimo, in to je tudi na področju projektiranja umetne svetlobe podobno. Prvič, neka resna šola za projektiranje umetne svetlobe v Sloveniji ne obstaja. Celo več, v Evropi je samo par teh šol, največ seveda, najbolj je to razvito v skandinavskih državah, Švedska, Finska, nekaj malega se dogaja v Nemčiji, potem se pa to neha, tako da smo na področju projektiranja oziroma načrtovanja umetne svetlobe tudi v Sloveniji samouki. Tukaj vsa čast podjetjem, ki počasi dosegajo to starost, kot jo mi. Zelo veliko se v Sloveniji, sploh v zadnjih letih dela na tem področju. Vedno boljši smo in s pomočjo razumevanja same umetne svetlobe, tudi glavnih uporabnikov oziroma glavnih protagonistov na trgu, to so na koncu arhitekti, smo uspeli, po mojem mnenju v Sloveniji, to zavest dvigati kar na zavidljiv nivo. Umetna svetloba bo vedno samo približek naravne. Ali bomo kdaj dosegli takšen napredek, da bomo lahko ustvarili umetno naravno svetlobo? Kako daleč oziroma kako blizu temu smo? Moja trditev, in za tem stojim trdo, je, da nikoli. Mi se lahko vedno samo približamo naravni svetlobi. Mi ne moramo približati oziroma načrtovati. Poglejte, čisto tipičen primer dogajanja vremena čez dan. Zjutraj imate sonce ali pa meglo, potem imate malo sonca, oblačno je, zvečer pada dež. Teh zgodb čez dan, občutja človeka, ki jih ob tem doživlja, ne bomo mogli nikoli 100% dosegati. In jaz mislim, da je tudi tako prav. Imamo pa, oziroma obstajajo pa na trgu in moram reči, da vedno boljša orodja, ki se dnevni svetlobi približujejo, oziroma z temi orodji, z uporabo ta prave tehnologije, lahko z umetno svetlobo zelo, zelo dobro simuliramo tudi naravno svetlobo. Seveda ima poleg osvetljevanja, funkcionalnega, imajo svetila tudi močno vizualno vlogo. Kakšno svobodo ima oblikovalec svetil pri tem? Ali velja še vedno, da samo funkcija sledi formi oziroma forma sledi funkciji? Forma bo za dobro svetilo vedno mogla slediti funkciji. Drugače imamo na eni strani lep objekt, ki je nefunkcionalen, ali pa kontra. Se pravi, ja, forma vedno sledi funkciji. Kako bi pa izgledal idealni projekt za oblikovalca svetlobe? No, po 22 letih delovanja v podjetju oziroma 22 letih načrtovanja svetlobe na to vprašanje še zdaj ne vem idealnega odgovora. Si pa mislim oziroma sledimo oziroma pri nas strmimo k temu, da je v načrtovanje svetlobe vključenih čim več deležnikov. Pri konkretnem objektu, pa recimo, če je to hiša, je to v prvi fazi seveda arhitekt, investitor, končni uporabnik. Se pravi, vsi akterji, ki bodo ta objekt oziroma to svetlobo potem post festum tudi uporabljali. In se mi zdi, da je najpomembnejše pri vsem razumevanje končnega naročnika oziroma razumevanje arhitekture. Če je to doseženo, potem lahko s pomočjo razumevanja vseh teh stvari oblikuješ tudi precej v redu umetno svetlobo.
Skozi tvoje roke je šlo veliko projektov, ki ste jih opremili za svetlobo, z umetno svetlobo. Verjetno je kakšen med temi, ki ti je najljubši. Kaj je bila glavna ideja tega projekta, ki ti je pustil najmočnejši pečat? Že dolgo je to vodilo, ki se mu reče zadovoljiti naročnika. Zadovoljiti naročnika v tej meri, da je na koncu zadovoljen. Vi morate vedeti, da običajno naročniki pridajo do nas popolnoma nevedni, zaupajo eni osebi, to je arhitekt, in konec koncev na koncu tudi ne vejo, kljub trudu z naše strani, da mu predstavimo projekt, da mu predstavimo svetlobo tudi s pomočjo vizualnih efektov oziroma komunikacij, na koncu ne ve, kaj bo dobil. In tisti klic, točno to sem si predstavljal oziroma točno to sem dobil, kar si mi opisal, je na koncu še vedno najsrečnejši, rečemo temu, čas oziroma najsrečnejša stvar pri posameznem projektu. Tako da v resnici si najlepšega projekta upam, da še nisem naredil in ga tudi kakšnega favorita v vseh teh 22 letih moram reči, da nimam enega projekta, ker je vodilo čisto nekje druge. Tudi trendi v oblikovanju in načrtovanju umetne svetlobe v notranjosti se spreminjajo. Se zato projekti starajo in se lahko vidi, da so bili nekateri narejeni pred časom, ali je svetloba tista, ki je brezčasna in so dobri projekti še danes dobri? Dobro projektirana svetloba bo vedno dober projekt. Se pravi, seveda se spreminja tehnologija, seveda se spreminjajo viri svetlobni. Veste sami, da pred 10 leti je malo kdo vedel, da obstaja LED žarnica oziroma LED sijalka na trgu. Danes je se vsa tehnologija dogaja v LED-u. Tehnologije, ki napovedujejo napredek tega LED-a, so še bolj napredne, še več stvari si bomo lahko zamislili oziroma sprojektirali, ampak osnova pa ostane, tako kot sem povedal na začetku intervjuja. Dober projekt je dober danes, je bil dober pred 20 leti in bo dober čez 20 let. To je bistvo oblikovanja svetlobe. Pravi, ni bistvo produkt, bistvo je dobro oblikovana svetloba v vsakem prostoru. Najlepša hvala. Hvala tebi. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.